Fantasy. Radio Fantasy. Švicari. Kdo jih bo sesul? Velenčani. Ja, evo, zdaj imam pa dva. Teo Jezernik, pozdravljen, dobro jutro. Dobro jutro. Drugič v našem studiu in pa Anže Blagotinšek, dobro jutro. Dobro jutro. Prvič v našem studiu, RK Gorenje, Velenje. Čak, Blagi, tebe slab slišal. Veš kaj, prevelik je, pa nizek mikrofon ima. Z Blagotinških imate te mere, one začrtane Ja, zgore, neke čudne mere imate. Prezgornji. Se strinjam, Ja. popolnoma. Koliko si visok? Ja, na 195. 195, si tam pri dvojki, ne? Ja, vidiš. Jaz sem pa malo Ti, nižji. ti si krožni, ti si pa desni. Desno krilo, ja. Desno krilo, torej si levičar, ne? Ja, levi. Okay. Levi. Ej, ampak Ni, to ne je sprašujemo po politični Ja. pripadnosti, samo po roki. Ne, to. Sam po rokah. Ampak veš ne. kaj, Tako, pravijo, da tako. drugače desna krila oziroma levičarji v rokometu so zlata vredni. To se pa strinjam, ja. Ampak zdaj pa povej, si že dal kak gol? A veš? V letošnji sezoni ali na splošno? Ne, v letošnji. Ja, sem. Si? Sem. Je bil za kaj? Ja, je bil. Kako vprašanje? Okay. Ja, ne, mislim tako, a veš, ker so zlata vredni, ne, in pol A ja, ponavadi, zato? a veš, pravijo, ne, če je levičar v rokometu top, ampak pa, če pogledaš statistiko, pa včasih ni, ne, tako da jaz upam, da boš zdaj ti statistiko desnega krila dvignil. Dobro, Ja. da boš zdaj tule secirala Ja, osebnostno. moramo. Čakaj, bomo še Blage tudi malo, ne. Ja. V glavnem, EHF, ne? Liga To je Evropa, tretji krog. Zdaj, bom rekel, bera rezultatov je 1-1, če gledamo, ne? Prvi krog, ok, drugi Španijo, Malo slabše, ne ja. da, Ja. boste vrnili. Kaj pa jutri Sigurno. napovedujemo? Ja, hočemo popraviti tudi tisti definitivno, pokazati, da tekma z Gogom ni bila na ključje in pa pač dobiti 2 točki, to je to. Blagi, reč mi, Švicari prihajajo, zdaj Švicari so znani po luknastem siru, bojo v obrambi tudi lukne, da jih boste vi izkoristili, Srčno upam. Da jih bomo pa pripravili do tega, tudi to, da bojo. da bojo nastale lukne. Ja, tako. Ja, lej, mora biti priprava. Zdaj, fanta dan sta, ne bom rekla, da sta glih zgodna, nista glih zgodna, ampak jedla sta že kaj? Ja. Jaz sem mamicen štrudel, ampak kar ga je še ostalo. Kar ga je še ostalo. Ja, Mami pa je definitivno. pohvale za štrudel, ker je bil najboljši. In prvi mende, Ja. tudi tako da obema pohvale, ne? Blagi, kaj pa ti jedo? Jajce z ucvirki. Ja, vidiš, to je pa to, ne? No, ne moreš faliti s tem. Pa raste, poglej, kak je, ne? Mi pa jajc nismo jedli dovolj, pa imamo. Že snedla pa sir, dobesedno. Ja, švicarski. Ja, Ja, ne z vem. luknam ali brez. Brez, Sam bil je luknje jedla, okrogo. ne? Sam luknje Okrogo jedla, sir. veš. Zato je pa tako je, ne? Ne, V okrogo glavnem, sir je bil. tekma, tretji krog, zdaj Rdeča dvorana. Kdaj je? Jutri? Jutri 18:45 v Rdeči dvorani v Velenju. Povabil bi vse rokometne navdušence ali pa tudi športne na splošno, da nas pridejo podpreti v čim večjem številu. Pa Fajn je, če ste oblečeni v črno in rumeno, ker Tako. slogan je Črno, rumeno kot eno. bravo. Pa Bravo. saj ste se že vse Zdaj, naučili. bom tako rekel, ne, v šali rečeno, če imate kaj za delati, pol odložite delo, pa pridite na tekmo, ne? Točno tako. Tako, ja. Vsa dela dajte v stran, 18:45 jutri Rdeča dvorana Velenje. Dopust vzeti. če imaš Dopust vzeti, ja, Tudi, popoldanski šiht odpade. Blagi, koliko se pripravljate na Švicari? Kakšna je procedura vašega treninga? Vsega ne povedati, delno pa lahko. Taktike ne, no. Ja. Taktike ne izdati. Ker zdaj poslušam. Lahko, da kjer švicar posluša z Google prevajalnikom, a veš. Ne, mislim, da so treningi na dosti visokem nivoju, ekipa je že popolnoma fokusirana, pripravljena in jaz mislim, da če gremo jutri z glavo v tekmo, da nijemo kaj zgrešiti. Pa imajo kakšno posebnost Švicari, da ste opazili ali kakšna močna? Ja, obramba ali sigurno. V vsaki ekipi je par posameznikov, ko izstopajo in na njih se je treba pač 100% pripraviti, ampak mislim, da če bomo mi sam odigrali eno dobro tekmo pa pokazati, koliko smo proti Gogu, nas nima kaj skrbeti. Zdaj, rokomet je zelo taka, bom rekel, trda igra, ne? Pa se kaj zmenite, če treba koga, ki je malo rukniti ali pa uščipniti ali kaj takega. Sigurno moraš iti na nekatere posameznike drugače, kot na druge. Mislim, razlika je, če greš na enega malo manjšega ali pa Ja, na enega, logično. ki ima 110 kg. Sigurno, na vsakega igralca se je treba posebej pripraviti. No, dobro, mene recimo, ker sem mala,
zanima, koliko bi se lahko jaz fokusirala na takega, ko ima 110 kg. Mislim, jaz imam nohte. Jaz bi šla recimo mogoče z nohti ali pa Pa ga uščipam. nastavila nogico, pač ups. Si slišal? Kako greste pa vi na takega recimo? Na mal manjšega? Na mal večjega. Na mal večjega, ja, na polno. Druge, Da bo neuno. druge Tako molče. razlage Druge to. ni, ne. Ja. Ker Kaj pa na če ti manjšega? ne, bo on, ne? Ja. Jaz recimo, ko sem malo manjši, pa nisem tako močen kot Blagi, jaz se pač moraš se pripraviti, preden on dobi žogo, da je sploh ne dobi, to si potem zmago. Če pa jo dobi, da ga v bistvu, da ali jo presekaš, preden jo dobi, pa da ga probaš izrinati ali pa neko. Če jo pa dobi na 6 metrov, pa boljš, da ga pustiš, pa golman naredi svoje, če ne pa brez veze narediš kako izključitev ali pa kak penal. Ali pa penal, ne. Tako da si v bistvu potem jim naredil uslugo. Tretji krog, torej EHF Lige Evrope, je jutri v Rdeči dvorani, RK Gorenje Velenje proti švicarskemu, ajde, da slišim. Jaz ne znam izgovoriti. Krins. sorry. Krins. Krins. Bravo. Krins Lucern, 18:45. Okay, zdaj dam eno musko, bajla cukera, pa boste zvedeli še eno stvar, nekaj o najsrečnejšem dnevu, boste slišali. 15 minut do 10 je ura in kot rečeno, pogovarjamo se o tretjem krogu EHF Lige Evrope v rokometu. Jutri v Velenje prihajajo Švicarji. Smo rekli, kera ekipa? Šuši? Krins. KRINS, čisto Lucern. Teo in Anže sta z nama, rokometaša, sicer zelo tiha, vase zaprta, skoraj nekomunikativna. Jutri na tekmi bo ta dala pa vse od sebe. Definitivno. Sigurno. Okay, prej sem omenil najsrečnejši dan in to je ena taka interna, ki se je zgodila tukaj v studiu. A je res, Teo, da si doživel najsrečnejši dan v življenju, ko si Anžeta spoznal? Po Anžetovem mnenju sigurno, ja. To je bilo pred koliko časa? Koliko leti? Sem bil, ko smo bila 5. 6. razred. 12 let nazaj. 12 let, nažal. Nekaj 11, 12. Toliko časa že skupaj igrata tudi, pa trenirata. Pa še, 12. Dobro, vmes 12, nismo, 13. smo bila po drugih klubih, Tako. ampak Smo tudi v Mariboru, že eno sezono. Sta se bila srečala tam. Ja, ja. po v bistvu Celju. Okay, a sta drugače tudi cimra, ko gresta na kako gostovanje? Odvisen. Jaz smo bila smo na Željko tam na pripravah smo bila. Pol pa odvisen. Ja. Koliko vas dajo skupaj? Ja, Tako. Ja. Kdo pa Aha, določa to, ja. da gre skupaj? Se to sami odločate ali trener? Meni da pomočnik, da Pomočnik reče. Da pomočnik Tako. to reče. Ona dva sta kritična, ne kdaj skupaj na razen, ne? V Da bojo reprezentancah. spali, da ne bojo celo noč ga srali. V reprezentancah so nas dali po pozicijah skupaj, Aha, tako da smo bili v bistvu enake pozicije. dobra, dobra. V bistvu, da nismo si bili kot favš in konkurenca, to, da smo si bili v bistvu pozitivna konkurenca. Ja, ja. Ker smo le bili ekipa in so pol hoteli narediti to tako, pa mislim, da je kar ratal. Zato nismo bila, mogoče bi verjetno bila še pol kaj več. No, ampak če bi bila cimra, kaj bi delala večino časa? Jaz vem za tebe, kaj bi ti delal, Teo. Kaj bi bilo? Kaj bi gledal na YouTube? Aha. Ne, po mojem bi... Po mojem bi raje igrice špilo, ha? A špilate kaj igrice? Ja, kot Jaz čisto čas dovoljuje. Ok, to je se mal izdal, Anže. Jaz čist nič. Včasih sem, ko sem bil mlajši, zdaj pa že par let čist nič. Čistnač? Ne. Me sploh Ok. več ne zainteresirajo, ker se mi zdi, da je to potrata časa. Saj se Jaz sem tudi strinjam. včasih dosti več, ampak zdaj pa, ko me prime včasih, seveda, za avti ali pa kakva FIFA. Aha, to. Ja, ker rokometne igrice verjetno še ni, ne? Mislim, Ali je? je, ampak Ja? ni na takem nivoju, ko je recimo FIFA pa to, ker je le rokomet, vsaj po mojem mnenju, dosti bolj zakompliciran in je težje narediti igrico, ko bi bila na takem nivoju, da bi bilo lahko jo igral, mislim, vsak dan. Torej bo jutri zakomplicirana tekma. Glik sem hotela reči, ne? Upajmo, da ne. Upamo, da ne, da se bo iztekla čim bolj po naših željah. Želje so zmaga, ne? To Definitivno. vedno, ne? Ja, Sigurno. vedno. Okay. Tretji krog, torej jutri zvečer. 18:45 v Rdeči dvorani. Kaka ura? 15 do 7 zvečer. Ja, sam res, to pomeni, da pa moramo priti vsaj kaj, 1 uro prej, da Najmanj. ne, v parking dobiš, nekaj spiješ v miru, greš po karto. Tako, in si Ne? 15 minut prej v dvorani. Drugače sam, da povem za tiste slanokusce, v dvorani so tudi kokice.
Oprosti, to sem mogla povedati, ker to je poglavitna zadeva za mene. Koliko je pa varjenje, kak? Mislim, Tudi vrček, je. to. Dobro varjeni so. Tudi je, So, tudi je. so. Ker imajo zdaj tudi nov kafič, Okay, Pred torej dvorano? vse, ne, za lačne žene in vse imamo. pa željne zmage, Pa željne zmage tudi. vse poskrbljeno. Je zdaj Teo, ti si že malo namignil, že zdaj boš pa ti povabil, ne? Glej, kako boš oblikoval to napoved, ne, zdaj. Ja, jaz vas vse jutri vabim, da se udeležite naše tekme, da nas podprete in da skupaj zmagamo. Kot mi, kot tudi z vašo pomočjo iz tribun, tako da Nice. Z vami osmimi igralcem. Ja, Tako. smo 8 igralec. Ja, zdaj, Tako. navijači so zelo pomembni. Ne, zelo, zelo. Pred In tisti praznimi ta pravi tribunami navijači igrati. Ja. imajo že svoje drese. Tisti, ki pa bodo to še postali, pa vseeno je super, da se oblečajo v črno-rumeno, ker Črno-rumeno. Kot eno. Teo Jezernik in pa Anže Blagotinšek, hvala, pa držimo pesti za jutrišnjo zmago proti Švicarjem. Hvala vam. Se vidimo Ciao. na enju, čau! Ciao. Radio Fantasy. Radio Fantasy.